V petek je svoje vrata v Komendi odprl spomladanski kmetijski sejem. Začel se je na drugi spomladanski dan v krasnem vremenu in upajmo seveda, da bo to vreme vzdržalo tudi do nedelje, ko bo sejem svoje vrata zaprl. Drugi pomladni dan in spomladanski kmetijski sejem v Komendi, spet pravcati praznik in zares čudovit sejem. Res je, drugi pomladanski dan je danes, izgleda je Komenda nadiva, da bo začela se res pomlad, ko zmeraj ima v Komendi drugače probleme, da kakšen dan dež pada, pa mislim, da tudi letos, da bo tam 24. obeta kakšne snežne padavine, no, glavno je pa, da bi prvi pa drugi dan lep. Spomladanski. No in če nakratko opiševa, kaj je značilno za letošnji spomladanski sejem v Komendi? Ja, značilno je to, da je čezdalje večji, polno do zadnjega kotička, kot da ne moramo razstavljavce nič več sprejeti, kot da smo velikih odstranili, saj še 5000–6000 kvadratnih metrov mogli imeti na razpolago, zdaj ni več možnost, imamo namenjeno zemljo dokupiti, ne samo je problem velika cena, kljub denarja nima toliko, da bi to kupil, kredite je težko dobiti, ne, kljub to težko dobi, saj lahko damo hipoteko, je pa to treba 500 000 denarja spraviti, da mi tisto zemljo lahko odkupimo, to je pa danes velik problem. Koliko razstavljavcev pa se je letos zbralo? Letos je nekaj čez 600 razstavljavcev vseh, se pravi, če bi pa prostor, bi jih pa sigurno še več kot 100. In na površini? 32 000 kvadratnih metrov, 16 000 kvadratnih metrov je svetlenega prostora, zdaj, ko bo ta sejem konc, bomo še 3000 kvadratnih metrov asfaltirali, ki imamo že tudi plačano, ker pa jesen nismo mogli narediti, dela spomlad je pa tudi taka, da nismo mogli dela do tega sejma asfaltirati. No, hvale vredno je seveda, da je sejem tudi čedalje bolj urejen, strnjen. No, sigurno sejem je čezdalje vsak let boljši, bolj kvalitetno postavljen, kot da je bolj čistoča, vse parkiranje dosti, kot da res obiskovalci, ki pridejo na ta sejem, vidijo, da je to res sejem, ki ga je vsak lahko pohvalno, tudi velike, tudi pa dobimo pohvale, ki je konc sejma, dobimo, da je to res sejem v Sloveniji, ki je lahko po kmetijski zastavnem prostoru, kar se tiče obok sigurno, ker je kmetijske mehanizacije, ni popolnoma nič slabi, kako narado, kar se tiče kmetijske mehanizacije. Druga stvar je to, tla vstopnine ni, parkirnine ni, kot je tudi to velika prednost, da zdaj pa danes tudi veliko obiskovalcev, danes, ki bo ta otvoritev v 12. toliko obiskovalcev do zdaj, v 18 letih jih še ni bilo. Vsak sejem, ki ga odpremo, je zmeraj več obiska, kot da smo res veseli in to se vidi, da so ljudje, ki pridejo obiskati sejem, ki ga pohvalijo in še druge pripeljejo s seboj, kot da smo res v konjiškem klubu res zadovoljni in tudi veliko dobimo pohvale po mailu, tudi kakšno grajo dobimo, to je tudi dobro. Jaz pravim, vsak naj pove, da mi še lahko zboljšamo, če so sam pohvale, ni lih vse dobro, mora pa tudi kakšen porače, je pa tudi, kjer dela, tudi napake dela. Komenda je pobratena tudi z občino v Srbiji, Sremsko Mitrovico. Ja, Komenda občina je tudi pobratena s Sremsko Mitrovico, no, in to so leta 2012 so prišle gor. Moj predlog je bil tudi, da se pobratimo, pa tudi novinarja Žalarja, deva župana pripraviti, da bomo naredili to pobratenje kot občina in pobratenje tudi kot sejemsko dejavnost. Tako da da so že naši fantje došli na obisk v Sremsko Mitrovico dvakrat, me je tudi sejem so imeli lansko leto, da se bo dol tudi ta sejem začel, se bo kot Evropo, tudi Srbija prišla, tudi če bo dala Hrvaška prišla, že kujmo boš, ker ne bo do Srbija meje, tako da bo ta sejem tudi v Sremsko Mitrovico zaživel. Seveda tudi kmetijski center Lah iz Komende sodeluje na tem sejmu s svojimi stroji, z mehanizacijo. Je mora biti kaj novega v primerjavi s prejšnjimi leti ali? Ja, lejte, vsak let je večji stroje, bolj kvalitetni stroje, kot da je
res novitete vsako leto prihajajo ven. Vsak se spolnjuje s traktorjem, s kmetijskim, kot vse avtomobile, isto, da čim boljše delajo, pa več opreme, kot je pa isto pri kmetijski stroji, pa pri traktorjih, kot da se to zboljšuje. Kaj pa gre najbolj v promet? Zakaj se kupci najbolj zanimajo? Ja, to je pa različno. Lejte, so traktorji, ne? Zdaj je gre ta srednji razred do 100 konj, tega gre največ, ne? Ker prej so bili te Saparda, ki so dobili 50% ali pa 40% je dobil teh sredstev in to se je lahko povedal kupiti dober traktor, ne? Zdaj pa to ni več, tega ni toliko in ni povratnega in to je škoda, ne? Zato pa tudi te velike traktorje so malo zaostali, sploh pa tisti, ki so cenovna. Tako da na tem se pozna, da je prodaja tudi padla, ne? Pri nas tudi prodajamo te Neoholande, ne? Ker tam do 100 konj kar grejo. Neoholande, ja? Neoholande, kot da letos, lansko leto smo jih kar prodali tam skoraj 100 traktorjev, ne? Tako pa ste zastopniki tudi za SIP in še za koga? Za SIP pa tole imamo tudi Kuboto, smo tudi dobili traktorje Kuboto, pa cisterne vaja, tehnostroje prodajamo, te vitle, vse to prodajamo. Imamo ogromen sortiment. Če danes te ne prodajaš, da samo eno stvar prodajaš, to ni dobro, ne? Ker to je, prodaja pada, moraš veliko stvari prodajati, da nadoknadiš stroške. No in kar je najpomembneje, imate tudi dober servis. No, servis imamo, lejte, mi imamo samega mehanikarja že skozi, ne, in to traktorjev, ki jih prodamo, in tako, da vidim, da je Neoholand kar dober traktor, če 100 traktorjev prodamo, ali pa tudi včasih in se ne kvarijo. Jih en serviser vse lahko servisira. Kar tako naprej, a ne? No, letošnji spomladanski sejem bo seveda kot ponavadi trajal 3 dni, vse do nedelje. Kaj vse se bo še dogajalo do nedelje? Ja, dogajalo se bo, da bo vsak dan bodo te demonstracije, ne? Tam na Zavod za gozdove bo to sečni naredil motornih žaga, ko se seka varnost. Poravnamo to ščetino, da je višina in pa debelina približno enaka in žagamo nazaj. Vzamemo žago ven, na konec pustimo 2 cm, to drevo drži, da vam ne sede na žago in ga ne spusti v smer, v katero si želimo. Če se vam zdi škoda žage, lahko vzamete skiro in ta rob, ki vam je še ostal, presekate, lahko pa enostavno z žago z določene oddaljenosti, seveda morate preveriti, kje je drevo, da ni med kakšnimi krošnjami, da vam še kaj na glavo napade, odžagate. Z hrbtnim rezom. Vidite, zdaj, če bi jaz odžagal še do konca, bi ta komad padel naprej. Zdaj sem ščetino majhen močneje pustil, vam bom pa pokazal, kako se podre tudi, če ščetine zelo malo. Samo to naj vsak ne poskuša. Zdaj bi drevo že sam padal let, tako že z roko prebrneš. Pa tudi tole gozdarske prikolice, to vitle, to bo pa sejem, pa kmetijska zadruga Sloga bo naredila, kot da bo vsak dan 3-krat, jutri sobota in nedelja je pa razstava živine. Lepo. Seveda vam želim tudi ugodno vreme, tako dobro seveda, kot je danes na dan odprtja sejma v petek. Ja, res, da bi bil tako vreme, še dala jutra, ponedelja, pa bi bili pa super, pa da bi bili tudi dosti kupcev, to bo pa še boljše. Hvala lepa. Hvala.